Potem predstavljam si, ko si prevzel Črnuk, to je bila tudi neka turbulenca, verjetno sploh, ker je bilo tik pred tistim ekonomskim mehurčkom. Ja. Ne, ni bilo, ne. To je bilo 2006. Ja, se pravi, 2 leti nekako pred tem. Samo v Sloveniji se je šele 2012 karkoli poznalo, kar se tiče. Se pravi, ti nisi čutil nekega vpliva na trg v 2012 smo čutili. Si čutil, ne, takrat ni bilo to problema. Na začetni fazi, ja. Mislim, tudi, mi smo začeli z nula, Ja. Jaz ni, da sem imel kapitala, za to začeti, dobesedno tako, kot Eve Online z enim iskom v žepu. In je pač se počasi to začelo, in pol so bili pač te izzive, pol je bilo evro, pa je bil vstop v EU. 2-4, pač vsaka taka stvar se je poznala. Predstavljam si, da vam je kar pomagali, ko so šli na evro, ker takrat so dosti višali cene vsega, so vsi kar dobro živeli prvih vse te stvari so tako, pa recimo tudi ta kriza, pa korona, pa to. Vsaka ta stvar je pač, kako gledaš, lahko ti pomaga, lahko te pa pokoplje. Predvsem je, koliko se uspeš motivirati, da čez te probleme se prebiješ. Ja, vse vedno to. Pa kako prideti do dosti denarja, da ostaneš nad vodo, ker še vedno pač moraš prodati nekaj, če ne, mislim, vse moraš plačati najemnino in vse distributerske partnerje, verjetno so tukaj neke pogodbe zraven. Ja, kako je to izgledalo? Ja, pri teh izzivih. Je izziva, to je pa treba biti spreten. Pa ne obupati predvsem. Takrat, ko hočeš obupati, pa vse rabiš se globoko vdahniti in naprej se odgristani. Si že večkrat rekel, da zdaj je pa konec, zdaj pa ne morem več, ali... To ne morem reči, da sem to rekel, bilo je na tem, da sem se spraševal o tem vprašanju. Nisem pa nikoli prestopil. Ker sem tudi taka oseba, verjetno, da če bi prestopil, bi to pomenilo konca. Nisem, da se premišljam. Tako, se pravi, za moj karakter bi lahko rekel, da čeprav ni bilo to tako formuliran, kaj si ti. Se pravi, kjer se vprašaš, a ima to smisel ali nima. Ali pa, kaj sem se že odločil, da bom, v tem smislu.